Mariborske knjižnice, tokrat na predradni EPK-jevski literarni postaji. Danes je poseben dan, 20. november, je dan slovenskih splošnih knjižnic. In v tem tednu se po Sloveniji v knjižnicah dogaja množica najrazličnejših prireditev. Danes je bila osrednja prireditev v prekrasni knjižnici, mestni knjižnici v Kranju. V Mariboru seveda nimamo takšnega velikega razloga za praznovanje, za euforično praznovanje, ampak verjamemo knjižničarji potrpežljivi, da tudi to še pride in da se bojo tudi nam časi enkrat izboljšali in razjasnili. Medtem pa bomo pridno ustvarjali našo vsebino, na katero smo ponosni. Ustvarjamo kar nekaj presežkov in prav literarne postaje so eden takih presežkov, brez lastne samohvale. Zato jih bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu, ne s takšno intenzivnostjo kot letos, ampak vendarle jih bomo ohranili. Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, da ste prišli poslušati literarni pogovor z nocojšnjim gostom, dragim Andrejem Barbarjem, pesnikom, urednikom, tudi bibliotekarjem, če tega niste vedeli, kritičnim opazovalcem mariborske kulture in celotnega družbenega življenja, seveda dobitnikom številnih nagrad, med drugim dvakrat Glazerjeve listine in enkrat nagrade Prešernovega sklada. Z Andrejem se bo nocoj pogovarjala urednica naše revije Otrok in knjiga, sodelavka Darka Tancer-Kajnih. Za glasbeno popestritev bo poskrbel glasbenik Tadej Vesenjak. Rada bi se zahvalila še ekipi Vinoteke, ker nas je prijazno sprejela in prijazno pripravila ta čudovit prostor. Jaz verjamem, da bomo nocoj preživeli lep, pesniško obarvan večer in kar predajam besedo Darka tebi in Andrej. Izvolite. Ja, dober večer, še enkrat v najinem imenu. Direktorica knjižnice je že povedala, da literarne postaje gostimo že vse leto in da jih gostimo na različnih lokacijah. Organizatorji skušajo poiskati tiste lokacije, ki se pravzaprav gostu tistega večera najbolj prilegajo. In gotovo je prvo vprašanje, Andrej, ki ti ga moram zastaviti, kako se ti prilega današnja lokacija, ki se dogaja torej na tvojem Lentu. To vprašanje sem pričakoval. Seveda, mislim, da je ideja imenitna. Jaz sem tukaj na Lentu gor rastu, kot se reče. In seveda tudi, prej sem gledal malo tele napise okrog ob robu, ne. Vsi so posvečeni žlahtni kapljici. Tako da lokacija je seveda že ta prava. Vendar čutim dolžnost, da tukaj zdaj opozorim še na neko manj veselo zadevo, ki je zvezana z tem krajem. Namreč tukaj v tem zalivčku je 89. leta utonil moj predhodnik na založbi Obzorja, Herman Vogler. Verjetno je šel na potrebo, je padel noter in se utopil. To je bilo konec avgusta 89. No in potem je tako naneslo, da sem ga jaz nasledil na pri založbi Obzorja. Tako da naj ta večer bo to posvečen njegovemu spominu. Ja, s tem Lentom pravzaprav jaz ne morem, da ne bi še seveda enega motiva izpostavila in to je motiv tvoje stare mame, ki se kar pojavlja v tvoji poeziji. Izpostavljam ga zato, ker smo Slovenci mogoče bolj navajeni motiva matere
In to zelo drugačne vrste ljubezni, kot je značilna za tvoj odnos s tvojo staro mamo. Pa morda seveda poveva še to, da ti je stara mama nadomeščala mamo kar polna 4 leta, v času, ko je bila tvoja družina še v Čačku, kjer je bil Andrej zaradi izselitve med drugo svetovno vojno, torej rojen. Govoriš pa o tej stari mami, ki je bila po poreklu Primorka, kar praviš, da te je tudi na poseben način zaznamovalo, z eno čisto posebno ljubeznijo. Pa mogoče nam razkriješ, kakšna je ta ljubezen, morda tudi glede na res to motiviko materje, ki smo jo navajeni morda cankarjansko mater, Slovenci, z vsemi možnimi občutki krivde in seveda tudi žrtvovanja. Kakšna pa je bila ta tvoja stara mama, za katero praviš, da je bila dominantna oseba v vaši družini? Ja, to je bila ženska, ki je bila daleč od kakršnega koli cankarjanstva, predvsem. Verjetno zaradi svoje provenience, kot Primorka, Vipavka, ki je prišla z svojo družino v Maribor 26. leta in so se naselili spodaj ob sodnem stolpu. Starejši Mariborčani se boste spomnili, da ob sodnem stolpu sta bili 2 majhni hišici, ki sta se za hrbtom naslanjali na steno stolpa. No, v eni je živela stara mama, v drugi je živel star oče, ker sta bila ločena. In mojo družino, kompletno družino, starega očeta, staro mater, mojega očeta, moja mama so Nemci 41. leta odgnali v Srbijo. In tam sem se rodil, v lepem mestu v Čačku, ob zahodni Moravi, se pravi zahodni Moravi, topli, prijetni reki, ker smo preživeli cela poletja. In ko sem bil goden za šolo, se pravi, ko sem bil star približno 7 let, so se starši odločili, da me pošljajo v slovenske šole, ker so se itak nameravali preseliti nazaj v Slovenijo. In tako sem jaz pristal pri stari mami, ki je bila zelo nizke postave, majhne postave. Zanimivo, da sem čist siva in zanimivo, da sem tip takih stark pozneje srečeval kot študent, ko sem štopil po Italiji, in sicer v južni Italiji. Tam so posedale te iste stare mame pred hišami, na klopeh, govorile na isti način, gestikulirale na enak način, tako da sem dobil občutek, čim južneje sva s kolegom pač potovala po Italiji, kot da sem tam že nekoč bil. Vse se mi je zdelo zelo znano. In ko sem se vrnil, sem to potem pripovedoval doma in stara mama je poslušala in je rekla, ja pa kaj ne veš, da je star oče mojega očeta menda bil italijanskega porekla, ne vem, ali gre za družinsko legendo, ali je bilo res. Skratka, začela je pripovedovati eno štorijo, ki se dogaja tam na začetku 19. stoletja, ko pripelje kočija z italijanskim grbom na Vrhniko, kjer so menjavali konje. In neka, doma so rekli grofica, boh ve kaj je bila, skratka, gre z pestonjo in z dojenčkom, odideta v prenočišče, zjutraj, ko bi morali iti naprej, odkrijejo v njuni sobi dojenčka z mošnjo dukatov, teh 2 gospodičn pa od nikoder. Odšli sta. No in stara mama mi je potem pripovedovala, da je ta dojenček, ki so ga potem dali v rejo, najprej v Vrhniko, ga tam izučili za peka, da je ta bil potem star oče njenega očeta. Zanimivo, da tudi njen oče je bil pek najprej izučen, potem pa trgovec v Vipavi z 2 trgovinama
in pesnik Franc Radoslav Silvester. Se pravi, staroslovenski pesnik, ki je imel na prtu svoje mize uvezeno reklo staroslovencev, vse za vero, dom cesarja. Imam doma tudi sliko, kjer se to lepo vidi. No in stara mama je bila na nek način ponosna na to svojo družinsko tradicijo, kot so vsi Primorci, ne? In v primerjavi z mojo rojstno mamo me je vzgajala dosti bolj trdo. Če bi jaz ostal recimo pri svoji družini, ne, bi se verjetno razvil drugače, kot sem se pa pri vzgoji stare mame. Prvič, ni poznala, bi rekel, nečesa takega, kot pravimo cartanje. Ne. Ona je bila zelo trda, ampak je pokazala to svojo ljubezen z dejanji. Dobro se spomnim enega večera, zimskega, ne vem, hodil sem v prvi, drugi razred, leto 52-53, ko sem ji zaspal takole na sedežu, ona je sedela zraven z glavo v krilu in je kuhala knajpovo kavo na štedilniku in kava začne vreti, to sem slišal, in kava vre, to me je pravzaprav zbudilo in sem si mislil, kaj pa zdaj, ne? In stara mama je pustila, da je kava prekipevala in vrela, samo da ji ne bi bilo treba vstati in me s tem zbuditi. Namreč, to so take malenkosti, kjer se potem res kaže z dejanji človekova ljubezen do sočloveka. Ne? Druga taka njena karakteristika je bila, ker jo je življenje pravzaprav zelo teplo, da je bila izredno optimističen človek. Ne? Ko sem začel doživljati prve težave v šoli, ne vem, z dekleti seveda tudi in tako dalje, ona je vedno rekla, bo že, bo Bog dal, je rekla. Ne? Skratka, en primaren optimizem, verjetno je ta optimizem izhajal tudi iz religioznosti, ker je bila religiozni človek. Mislim pa, da je bila tudi po naravi taka. Skratka, tudi nekaj tega sem se navzel pri njej in verjetno pri svojem očetu, njenem sinu. In bila je pa dominantna, tako kot si rekla, ko nas je leta 65 poplavila Drava, tako kot v začetku tega meseca. Je bila 65. leta stoletna voda, so pravili takrat. Moram reči, da je vendarle bila nižja. Vodostaj je bil nižji kot tokrat. Ampak vendar, mi smo stanovali v Benetkah in ta val je prihromel tako nenadno, da sem jaz takrat plaval od Kredence do štedilnika in skušal reševati, kar se reševati dalo. Ne? In stara mama, ne, je takrat pravzaprav držala družino po koncu. Ne? Moj oče je bil zbegan, ne? Madonna, pol imovine je šlo pod vodo in tako dalje. Ona pa ne, ona je znala to organizirati, vse smo nekako znesli na podstrešje, tudi spali na podstrešju par dni in tako dalje. In je šlo. Moram pa še omeniti, da takrat se je zgodila še ena, bi rekel, družinsko britka zadeva. Moj star oče je bil profesor glasbe in je imel en lep, v svoji spalnici, en lep klavir, Erbar, dunajske mehanike, se pravi lesena kladivca, ampak izredno oster zvok. In on me je tudi učil klavir. In ko je Drava naraščala, čeprav so bili upoklicani tudi gasilci, da bi nam pri vsem skupaj pomagali, ampak so se ga napili in smo pravzaprav mi morali pomagati gasilcem, ker so iz tistih gumnastih čolnov kar naprej padali v Dravo, ne? Tipično naše. In podlagamo z eno opeko, tiste 3 nokce od klavirja, z 2 opekama, 3 opekami in Drava narašča. In ko sem hotel še s 4. opeko podložiti, se vse skupaj podre in seveda klavir ploskne noter v Dravo. Zdaj seveda ta finomehanika, to je filc, ne, les,
preden smo mi odbili vse 3 noge, preden smo klavir obrnili po koncu, da smo ga lahko spravili skozi vrata, je seveda voda zalila kompletno mehaniko. Klavir smo potem zvlekli k sodnemu stolpu, ker je bilo malo kopno in suho, sonce sjalo. Postavili smo ga na sonce, da se je presušil, ampak seveda raven pa ni bil več. Tako da smo ga potem prodali gor na Mladinsko ulico, ker je bil en klavir štimer, oziroma klavirje je popravljal, kaj je potem ta klavir imel za rezervne dele. Ta bi rekel, ta nesreča s tem klavirjem je pa starega očeta toliko prizadela, da je od takrat ni bil več ta pravi, začel je bolekati in je res potem nekaj let zatem umrl. Stara mama je pa živela naprej. Stara mama je bila stara 94 let, ko je umrla. Ne? In do konca bila je na Pohorskem dvoru, naj sam še to povem, in ko smo jo šli obiskovati, zelo rada je pila mrlot, vipavski mrlot še, seveda. In malo se je že zgubljala, ampak ko je prišla k sebi, sem rekel, boš pila malo mrlota, ne? Ja, je rekla, bom. Sem rekel, napravi dulc. To je pomenilo, da je usta tako stisnila, da se mi lahko zlil mrlot, ne? In sem rekel, pogled, stara mama, kakšno lepo barvo si to pila zdaj. Je rekla, ja, pa ste me že pokapavali. Skratka, duhovita do konca. In dominantna v družini, absolutno. Ja, zdaj iz tega tisti, ki te malo bolje poznamo, seveda lahko bi potegnili kar nekaj stvari, ne? Torej, ta temperament, živahen, uporniški, odločen, bi gotovo lahko pripisali tudi tebi in tvoji poeziji. Te zgodbe, tako kot si nam jih zdaj pripovedoval o stari mami, so seveda značilnost teh zgodb je, da so zašle tudi v tvojo literaturo, da je v tvoji literaturi veliko dokumentarnega gradiva, tako iz tvoje najožje družine, kot seveda tudi širše. In tudi to zgodbo o stari mami lahko preberemo v pesmi z naslovom Stara mama, kako si zaspal, in ja, je tudi torej, našla pot v poezijo. To, kar si rekel za starega očeta, da je bil profesor glasbe in tudi tvoj oče je bil profesor glasbe in tudi ti imaš seveda poseben smisel za glasbo, ki se kaže seveda v oblikovanju verza, v zvočnosti tvoje poezije in ritmičnosti tvoje poezije. In bi te morda naslednje vprašanje pa zastavila, torej imaš talent za literaturo, si nekako bi lahko rekli imel v genih po stari mami iz Vipave. Za glasbo smo tudi že povedali, kaj pa slikarstvo? Tudi je ena tvoja posebna ljubezen do slikarstva, celo nihal si, ko si se odločal za študij ali slikarstvo ali literaturo, odločil si se za literaturo, s tem, da je slika postala v bistvu tvoje zelo pomembno izrazno sredstvo v tvoji poeziji. Odkot pa ta talent? Kaj meniš? Sam zase vem, da sem vizualen človek, ne? Da pravzaprav si človeka prej zapomnim po obrazu kot po imenu. In tudi moja napaka je, kada se s človekom pogovarjam, da ga bolj gledam kot poslušam. In se mi to dostikrat maščuje. Se pravi, nek ta vrženost na vizualno manifestacijo je v meni. Odkot je to, ne vem povedati. Verjetno tudi z teh primorskih korenin, ker Primorci so tudi zelo konkretni, bi rekel, ljudje, tem podobni Štajercem. Konec koncev z Vipavske doline je bil doma slikar Veno Pilon, kot vemo, ki je risal zelo proskovito, zelo stvarno. Verjetno je to po tej liniji. In se spomnim, ko sem začetka me seveda, tako kot si rekla, zanimalo vse sorte, najmanj šola, ne? Čeprav v šoli niso znali tega spoštovati. Slabi pedagogi.
Najprej sem se ukvarjal z glasbo, seveda, ker je glasba bila doma, ker je bil klavir doma, ker je oče učil čelo, predvsem je bil čelist in to zelo dober čelist v stari Jugoslaviji, takoj za Antonijom Janigrom, znamenit vodja zagrebških čelistov. Potem je igral klarinet, harmoniko itak, klavir. Skratka, česar se je dotaknil, vse je zaigralo. Star oče je imel Dunajsko akademijo für Musik und Darstellende Kunst in je pred vojno učil na mariborskem moškem učiteljišču. In seveda v takem okolju odraščaš tudi sam, kot sem že povedal, sem začel najprej z glasbo, star oče me je učil klavir. Težava je bila v tem, da bi moral seveda se postopoma učiti tako kot pri vsaki stvari, od najlažjih stvari do vedno težjih in tako dalje. In star fotor mi je dal tam neke lestvice za igrati, pa potem sem začel z Bayer se imenuje, prva ta zvezek, potem Lemoine in tako dalje. In jaz namesto, da bi tisto gulil in si uril prste, sem začel komponirati hitro. Sem si mislil, kaj to, kar jaz naredim, to je važno. In seveda nisem prišel daleč za glasbo. Začel sem komponirati in te svoje kompozicije sem potem v šoli predlagal tudi za Prešernovo nagrado in sem dobil to nagrado in potem sem postal še bolj domišljav. In kadar človek postane domišljav, klepne. In tako sem tudi jaz. V enem trenutku je bil moj prijatelj Janko Jezovšek, s katerim sem takrat že trgoval, seveda dosti boljši. Če ga kdo pozna, danes živi v Nemčiji, takrat je on napisal svojo znamenito skladbo Potoček, na katero je še danes ponosen. In sem si rekel, no, z Jankom ne morem tekmovati. Drugi moj prijatelj je bil tudi glasbenik takrat, Emil Baronik, operni pevec, ki je stanoval v hiši zraven. Sem rekel, s Baronom pri petju tudi ne morem tekmovati. Pač pa Baronika je tudi zanimalo slikarstvo. In se spomnim, da je takrat privlekel monografijo Jakopiča, Groharja, monografijo, ki jo je napisal Podbevšek. In jaz sem se takrat prvikrat srečal z slovenskimi impresionisti, za mene je to bil notranji šok, kaj, fantastično. Zelo kmalu sem potem si začel kupovati polno teh monografij slikarskih, take žepne izdaje so takrat bile, ameriške izdaje, tukaj v antikvariatu na Partizanski cesti. In začel spoznavati, zlasti všeč mi je bila pariška šola, se pravi, torej francoski impresionisti itak, ampak potem pa cel ta sklop slikarjev od Sutena, Modiglianija, Utrila in tako dalje. In Baronik pa tudi. In kar sam ne vem kako, začela sva hoditi po Lentu, v štafelajem nekim, ki sem se ga sama naredila, vsak svojim, oblečena v neki, jaz sem star očetov balonar, ki sem ga takoj popacal z barvo in naenkrat se mi je, predtem sem začel brati že različne monografije slikarjev, od Moulin Rouge, Lautreka, Gauguina in tako dalje. Sploh več nisem živel v Mariboru, ampak na Montmartru. In tako sem se obnašal tudi v šoli. Začel sem nositi neko tako baskovsko čepico, ki jo je prej mama nosila iz pliša, tako po strani, šal takole, skratka, puberteta, težka puberteta seveda. Ampak izredno bi rekel poetična, naravnost opojna. Jaz se še danes teh časov spominjam, kot da sem živel 2 metra nad tlemi. Kot rečeno, Lent za mene ni bil Lent, ampak bil Montmartre. In očitno za Baronika tudi, ker sva malala tle po vseh teh ulicah. In res, te ulice so imele pridih zelo podoben Montmartre. Vsaka stara mesta so podobna. In potem sva hodila tudi po mariborski okolici in slikala. In zanimivo potem, ker sva rabila pa denar za, se veste, mlad fant rabi denar za davžne stvari, za kino, za cirkus, za to, ono, tretje. Sva tiste slike začela prodajati tukaj v starinarni na Koroški cesti in te slike so tudi neke šopki pa neke pokrajine in te slike so ljudje kupovali
In vidva so začela preprosto biti premožna, ne? Za tiste čase sva vedno imela kaj v žepu od tega, ne vem, zdaj, kje te slike so. In bi rekel, ta lušt do slikarstva me je spremljal pravzaprav vso gimnazijo in ko bi se bilo treba upisati na študij, sem resnično intimno zelo okleval. Ali bi se upisal vendarle na slikarsko akademijo, hkrati sem pa že pisal tudi poezijo takrat. Ali bi šel na komparativo, tudi jeziki so me zanimali, francoščina zlasti. Italijanščina, ja. Zanimivo italijanščina, spravi stara mama primorska. In pokojni novinar Lorenci je bil moj sošolec in ko smo šli v Ljubljano se upisati, in sem tam še vedno govoril, sem jaz ne vem, kaj naj za Božjo voljo naj grem. On je pa rekel, veš kaj, vrži dinar. In sem res vrgel dinar in dinar pokaže francoščina, italijanščina in komparativna književnost. In tako je slikarstvo preprosto bilo odpisano, čeprav izredno rad imam slikarstvo še zdaj, ga spremljam, tudi sam kdaj še kaj narišem. Predvsem pa moram reči, da mi je slikarstvo pomagalo pri vizualizaciji sveta. Moja poezija je vizualna, sem že omenil, in slikarstvo se mi zdi je tista branža, umetniška branža, vse slikarstvo, klasično slikarstvo, ki človeku omogoča potopitev nek motiv, nek predmet, da si ga začneš pogledovati zelo natančno, da na neki hiši lahko prešteješ vsa okna, vse dimnike. Te malenkosti v slikarstvu se mi še danes zdijo pomembne in važne. Ne kar nekaj, ampak rad imam tisto slikarstvo, tisto sliko, po kateri se z očmi lahko paseš in se sprehajaš in odkrivaš tudi take stvari, kot so etnološke značilnosti. Recimo, meni je Bruegel všeč tudi, Holandci sploh, recimo šopki Holandcev, tihožitja z divjačino in tako dalje. Potem pa seveda Japonci. Takrat smo imeli srečo v Mariboru, to so bila 50. leta, začetek 60-ih, da je bil ravnatelj galerije Branko Rudolf, znameniti pesnik Žvegle Potepuhove in pesmi v štajerskem narečju, so na štajerskem narečju, ki je za čuda za tiste čase v Maribor prinesel nekatere svetovne avtorje. Munka je tako prinesel v Maribor. Smo imeli veliko razstavo Munka, celo ta njegov krik v grafični izvedbi. Potem se spomnim, da je Bojan Golja se takrat vrnil iz Japonske in je prinesel za celo galerijo slik torej starega, klasičnega japonske grafike, Hokusaja, ki me je frapiral preprosto spet z vnašanjem teh drobnarij v sliko, bi rekel, z to mikrozgodovino vsakdanjega življenja. Kajti ravno ta mikrozgodovina vsakdanjega življenja, nad katero tako radi zamahnemo z roko, se mi zdi za življenje bistvena. Se vse naše življenje pravzaprav dogaja znotraj te mikrozgodovine. Mi iz te mikrozgodovine naredimo kakšne stvari nekoliko večje in širše. No, da ne bom preveč hodil na široko. Preprosto si me vprašala, odkot ta moj interes za slikarstvo. Tak pač sem in tudi moja poezija, kot rečeno, je zelo, zelo slikovna. Ja, zdaj, ker seveda ne bova imela časa, da bi se tako podrobno sprehajala še skozi različne stvari, ki so te oblikovali, morda samo da povzamem tudi iz teh intervjujev, kar je dostopno. Pravzaprav si to ljubezen do slikarstva gojil tudi kot urednik. Za tvoje knjige je značilno, da so zelo lepo oblikovane, da si veliko skrb posvečal in oblikovalcem in seveda tudi ilustratorjem. Same tvoje pesniške zbirke. Največkrat si sodeloval pravzaprav s svojim prijateljem, Zmagom Jerajem, znamenitim mariborskim, slovenskim, torej slikarjem, tudi mednarodno uveljavljenim.
Potem, naprimer, tvoja knjiga, v tvojem uredništvu Faust, ki je prevedla Erika Vovk, je dobila nagrado za najlepšo knjigo knjižnega sejma. Ravno v tem tednu je spet knjižni sejem, naprimer, se spomnim. Potem, naprimer, tudi tvoja prva knjiga sploh, ki si jo izdal, ko si bil star 24 let, je imela naslov Slikanica. Se pravi, spet opozorilo na slikarstvo, na sliko, na vizualno dojemanje pravzaprav sveta. Zdaj, ko si omenjal Japonsko, se seveda tudi spomnim iz tvojih intervjujev, da si izpostavljal tudi starega očeta. Konec koncev mu je prvo pesem, ki si sploh objavil pri 16 letih, je menda bila posvečena staremu, je govorila o starem očetu. To sem prebrala zdaj v enem od intervjujev s tabo. In praviš, ta stari oče te seznanjal tudi z indijsko filozofijo in japonsko literaturo. In bil si eden, tudi japonsko, bil si pravzaprav eden prvih, tudi če ni, pač zdaj, ko omenjaš japonsko, ki si izdal zbirko haiku poezije. To je išlo v samozaložbi leta 1975, in so to pravzaprav enovrstičnice so bile to. Neke vrste haiku poezija, ki te, torej to vse, kar si zdaj povedal, je dejansko našlo tudi odmev v tvojem delu. Zdaj mislim, da je morda čas, ne vidim sicer Tadeja Vesenjaka, bi lahko bil čas za kakšno skladbo ali še zastavim vprašanje? Lahko? Ne vem, kaj lahko, da vi zaigrate, ali da jaz še zastavim vprašanje. Dobro. Če ostaneva pri tem tvojem izjemno radoživem odnosu do sveta, po čemer sloviš tudi kot pesnik in imaš zaradi tega morda neko čisto posebno mesto v slovenski literaturi, čeprav vedno znova opozarjaš, da tisti, ki vidijo samo ta del tvoje poezije, ne berejo dobro. Da je pravzaprav tvoj odnos do sveta zelo celovit, da ne zatiskaš oči niti pred senčnimi stvarmi življenja, ampak vendarle, morda, če bi te z eno besedo opisali, te pravzaprav vsi označijo kot izjemnega vitalista in dodajam, o čemer se mnogi pogovarjamo, pa vendarle morda še ni bilo na ta način izrečeno ali zapisano, da te večinoma doživljamo tudi kot izjemno samozavestnega človeka. Zdaj me v zvezi s tem zanima morda dvoje ali troje. Torej, kako si kot avtor, torej sam kot pesnik, kdaj si prvič začutil neko pesniško samozavest? To verjetno ni preprosto. Ali je to prva objava, ali je to prva knjiga, ali je to, ne vem, bilo povezano z študijem literature, s srečanjem z znamenitim profesorjem Pirjevcem ali kaj drugega. In drugo vprašanje, kot urednik si bil na založbi Obzorja in na založbi Litera. Veljal si kot strog urednik. Ljudje so vedeli, da torej zmeraj poveš svoje mnenje, tudi popravljati je bilo treba kdaj kaj. In danes si v slovenskem prostoru, čeprav si že nekaj let zdaj upokojen, koliko, da ne bomo, 3 leta upokojen, si vendarle še se sliši glas o tebi vedno znova kot odličnem, torej uredniku. Vemo, Mariborčani smo še zmeraj ponosni na Košarja, o katerem se govori ne samo v Mariboru, ampak seveda tudi v slovenskem prostoru in zagotovo se bo jaz mislim, da zelo podoben ali enak način govorilo tudi o Andreju Brvarju kot uredniku teh dveh založb. Torej, tudi kot urednik, kako prepoznati talent, a si bil kdaj v dvomih? Vemo, da si odkril Eriko Vovk, da je v tvojih izdajah, kjer si ti bil urednik, dobila najvišje nagrade na področju poezije. Vse, pravzaprav slovenske nagrade za poezijo. Odkril si Majo Novak,
ki je pri tebi začela izdajati prve knjige in je danes seveda uveljavljena avtorica. Odkril si tudi Milana Petka, mislim, da, ki tudi danes izdaja. Tudi Mitja Čander je pravzaprav pri tebi začel izdajati in si ga zelo spodbujal in zelo imaš po mojem kar velike zasluge tudi pri njegovem literarnem in seveda tudi drugem, on pravzaprav piše o literaturi. Torej, odkot ta samozavest? Kako je s to samozavestjo? A si bil kdaj v večjih dvomih, kot se je nam zdelo, da si? Za kreativnega človeka se mi zdi zelo važno, da relativno zgodaj, ali pa vsaj čim prej pride do samega sebe, do svoje gotovosti. Brez tega ni kreativnosti. Pridi do samega sebe, da veruješ v neko trdo jedro v sebi, neomajno, pa ne pišejo kritiki karkoli. Do tega se pride po določenem procesu. To ti ne pade z neba. Jaz se spomnim mojega prvega občutja vis-a-vis slovenske literature, konkretne slovenskega pesništva, je bilo nezadostno. Redko kater avtor, pesnik mi je bil všeč, redko katera pesem, vse se mi je zdelo, da je preveč razčustvovano, lirično, od tudi sintagma, da smo Slovenci lirični narod in tako dalje. Nič me ni zadovoljevalo, verjetno tudi zato, ker sem v sebi že nosil matrico nečesa drugega. In ko sem potem začel brati tudi svetovne avtorje, tam sem jih pa našel, take, ki so mi bili pisani na kožo, kot se reče. Spomnim se, da sem v gimnaziji Franček Rudolf, če ga kdo pozna, sin Branka Rudolfa, je bil menda 2 leti pred menoj, ampak sva še na klasični gimnaziji hodila oba v literarni krožek, ki ga je vodila Alenka Glazarja. In takrat smo si brali te pesmi, vse veste, pubertetne, gor dol, ampak takrat se že počasi nakazujejo stvari, se pravi profil enega, drugega, tretjega, koliko ga je v hlačah in tako dalje. In takrat smo vsi zapadli za nekaj časa v jeseninizem, bi rekel, v Jeseninovo poezijo, ki je takrat ravno išla v prevodu Bavčka. Ampak jaz se znotraj tega jesenizma in pravzaprav sočasno lorkizma, Lorkove poezije, ki jo je pa prevedel Udovič, ja, sej sem trobil v isti rok, bi rekel. Vendar ni bil to ni bila moja domena. In sem tudi pisal, doma imam cel šop pesmi, za katere bi lahko rekel, da jih je pisal Jesenin, ko je bil pijan, verjetno, pa kot otrok. In potem je Franček pravi, enkrat pravi, pa poslušaj, kaj tega Jesenina skozi goniš, ne? Treba je vzeti poezijo, ki se ukvarja, ki izhaja iz civilizacije, iz sodobne civilizacije, iz 20. stoletja, je rekel, beri Majakovskega, to je elektrika, to je stroj, ne? In dejansko sem si sposodil, tudi takrat je išla zbirka njegovih pesmi v Albrechtovem prevodu in ko sem začel tam brati nekatere stvari, sem rekel, to je to. In pozneje sem bral v srbohrvaščini njegovo razpravo, kako se pišu stihovi, kako se delajo pesmi. In tisti esej se mi zdi, da je bil za mene, bi rekel, prekretnica. Naenkrat sem ugotovil, da poezija ni nekaj, kar nek revež, tudi pijan revež stresa iz rokava, ampak da je to študiozno delo, da si odgovoren za vsako besedo, ki jo napišeš, kako jo napišeš, da besede žarčijo neke valence, ki se potem
družijo z drugimi besedami, da to moraš odkriti, da moraš biti skrajno etičen do lastnega početja, ne smeš si blefirati. In ko sem potem je išel še Oblak v hlačah, ki mi je bil še bolj všeč. Hkrati se spomnim, da sem dobil takrat v roke Hemingwayev Komu zvoni, ja, Komu zvoni, in me je frapiral Hemingwayev stavek. Se pravi, skrajno ekonomičen, gol, hkrati pa izredno slikovit in plastičen. In seveda tudi pri Hemingwayu, potem ko sem bral, kako je delal te stvari, takrat je izhajal v Večeru en podlistek o njem in njegovem življenju in delu, in seveda tam sem prebral, kako težko je pisal. Težko je pisal zaradi tega, ker je do vsakega stavka bil odgovoren. In to merilo, da si predvsem odgovoren do samega sebe, to bi rekel, ta odnos ni nič drugega kot etični odnos do samega sebe. Ravno ta etični odnos, ta neusmiljenost do samega sebe daje človeku trdnost. Od takrat me sploh praktično se ni več mogla dotakniti nobena kritika, nobeno bi rekel podcenjevanje, ki sem ga doživljal, nobeno bluzenje, da to sploh ni poezija in tako dalje. Od takrat sem vedel v samem sebi, da sem in da imam kaj zapovedati. In da imam povedati na svoj način. Seveda sem v začetku mogoče nekoliko posnemal ta oba ključna avtorja, ne, in Majakovskega in Hemingway. Vendar s časoma se je potem izkristalizirala ta, bi rekel, moj način doživljanja sveta in pisanja in to traja do danes in mi pravijo tudi drugi ljudje, ki berejo, pravi po 2-3 stavkih vemo, da gre pač zate. Ne? In to se mi pa zdi za resno umetniško delo kar najbolj pomembno. Recimo pri Zmagovi Raju, pred par dnevi sva bila skupaj eni kavici, mi je pokazal na svoje fotografije iz zadnjega časa. Kaj? Za motiv si jemlje vsakdanje mariborsko okolje. Se pravi, vse te urbane, poslikane zidove, mestne zidove, zlasti zdaj, ko so polni različnih volilnih slik in napisov in tako dalje. Ampak on, ko posname in nekoliko uredi stvar, jo vnese tako rekoč svojo karakteristiko in ko ti pogledaš to fotografijo, ki je sicer potem računalniško nekoliko obdelana, veš, to je Zmagoj Raj. Se pravi, še vedno trdim, da je temeljna preokupacija umetniškega dela, kako izraziti sebe, oziroma ne sebe, kako izraziti motiv na svoj način. Celo pri tej sodobni likovni umetnosti, kot so inštalacije, to, kar imamo zdaj v Mariboru priložnost videti, ne, v umetnostni galeriji in drugod, celo tu seveda zelo dobro vi lahko razlikujete enega avtorja od drugega. Se pravi, celo v tako na videz zaprisani avtorskemu posegu v prostor, zelo dobro vidiš, kaj je Rebeka Horn, kaj je kdo drugi. Skratka, ne moremo iz tega, da ne bi gledali svet iz svoje narave. Ne moremo iz tega. Zakaj bi tu šli? V kaj bi pa šli? Svet vidimo tako, kot nam je svet dano videti. Ja, zdaj, vmes seveda ne, si torej ugotovil to, kar si ugotovil in počasi so ti priznavali to tudi drugi, ne? Tudi nagrade, tudi uvrstitve v različne antologije, pa v berila, ampak lansko leto si pa spet zbrkal strokovno javnost in sicer si izdal antologijo poezije v prozi. Jaz jo imam sicer s seboj, pa če bo moj mož prijazen, bojo v tisti vrečki najdebelejšo knjigo poiskal, da pokaževa, kako je debela ta knjiga. To je knjiga, to je orožje.
Ja, to je orožje. Ja, prosim, če mi jo lahko samo daš sem, da jo pokaževa. Hvala lepa. Omenil si zdaj, to mi je bilo zelo dobro za iztočnico, torej kot velik vpliv v zgodnjih letih Majakovski na eni strani in Hemingway na drugi. Zanimivo. En je pesnik, drugi je prozaist in ti pišeš pesmi v prozi od 90-ih let vedno bolj, oziroma zdaj so to samo še res pesmi v prozi. In v tej knjigi, ki si jo delal, boš povedal po mojem kar dolgo, ker je ji dodana tudi zelo, zelo dragocena študija, za katero ugotavljaš ti in tisti, ki so že pisali v tej knjigi, da bi jo pravzaprav morali napisati strokovnjaki z področja literature, ampak seveda o poeziji v prozi, s poezijo v prozi se pri nas nihče se ni na tako teoretičen način in tako sistematično kot ti ukvarjal in postaviš pravzaprav eno zelo drzno tezo v tej svoji študiji, da misliš, da v tem sodobnem času razklanem ni več pravzaprav prostora za klasično poezijo pisano v res verzih po naprej določeni obliki, formi. Bi nam mogoče sam o tem seveda malo bolj podrobno povedal. Uvodoma si omenila, da češ, po eni strani mi je bil všeč recimo Majakovski in sploh ta ruski futurizem, Hlebnikov tudi, po drugi strani Hemingway, ne? Ampak zanimivo, da je Hemingway v zvezi z starcem in morjem povedal eno zelo zanimivo izjavo svojemu prijatelju Hočnerju in biografu svojemu. Je rekel, poslušaj, zdaj ti povem nekaj, kar noben kritik še ni gotovil. Starec in morje je vendar pesnitev. Je pesnitev. Zdi se mi zelo indikativno, ker sem pozneje v nekaterih ameriških antologijah, eno 100 Modern Poems imam celo doma, Seldon Rodman jo je uredil, je uvrstil v njo tudi nekatere prozne avtorje z odlomki, Gertrude Stein recimo, ne? Potem Hemingwaya, Kafko, ne? To samo mimogrede, in to že leta 1946, ko je šla ta antologija. Zdaj ne bi hotel preveč teoretizirati, zakaj sem se lotil pravzaprav te antologije. Še ko sem služboval na založbi Obzorja, me je opozorila profesorica Vanessa Matajc, da je na slavističnem srečanju v Ljubljani tisto leto imela ena srbska slovenistka zelo zanimiv referat o slovenske pesmi v prozi. Se pravi, srbska slovenistka, ne slovenska. Slovenci v pesmi v prozi do te antologije pravzaprav nismo vedeli nič. In ona mi pravi, poslušaj, fantastično bi bilo, da bi ona naredila to antologijo. Medtem je založba Obzorja propadla, jaz sem presedlal k študentski založbi Litera in se odločim, da ji pišem, Stojana Rankovič se piše, ne, se zdi nekaj takega. In ona pravi, ja, da bi bila pripravljena priti v Slovenijo, v Maribor, da bi tukaj živela 1-2 meseca, da bi pregledala še enkrat zelo natančno vso revialistiko od konca 19. stoletja sem. Jaz sem se z direktorjem študentske založbe Orlandom Moščičem o tem pogovoril, če bi založba bila pripravljena njej seveda financirati bivanje tukaj in tako dalje. Orlando je bil takoj za to. Kmalu zatem je spet, kot je pri nas v navadi, prišlo do restrikcije finančnih sredstev in tisto leto je seveda ta antologija morala, oziroma priprava te antologije morala izpasti iz programa. Meni je bilo zelo žal, tudi avtorici sami, in pozneje sem pravzaprav se jaz že odpravljal počasi
iz založbe, tako da ta ideja je nekako zginila iz mojih misli. V podzavesti pa je očitno še tlela in ko sem odhajal v penzion, sem si sam sebi rekel, pa ima to napad. Z ozirom na to, da sam vedno bolj pišem pesem v prozi in da ne gre, kar bom več povedal pozneje, da pri tem ne gre samo za posamezen žanr, ampak da gre danes pesem v prozi, je pravzaprav danes vprašanje usode poezije sploh. In sem si rekel, ne, to moram jaz sam narediti. Kajti s to antologijo bom tudi razložil in potrdil svojo lastno poetiko. In jaz mislil, da sem jo dolgo delal, nisem jo tako dolgo delal, ker me je stvar zelo zainteresirala. V pol leta sem jo naredil in zasnoval stvar tako, da sem najprej odkril tistega, ki pri Slovencih, ki je prvi pisal pesem o prozi, ki jo je tako tudi imenoval. Verjetno se boste čudili, to je bil prozaist Janko Krsnik. Janko Krsnik je v začetku 80-ih let 19. stoletja v Slovencu objavil 6 tekstov, ki mi je dal naslov tako kot začetnik evropske pesmi o prozi, Charles Baudelaire. On 64. leta, Krsnik 81. Pesmi o prozi, da točno ta naslov. In tudi napiše kratek komentar, tako kot ga je napisal tudi Baudelaire kot pismo nekemu prijatelju, pismanu. In potem sem stvari iskal naprej in razvijal in ugotovil, da je v mnogih proznih sestavkih bilo ogromno zaključenih, bi rekel, zaključenih poetičnih celot, ki bi jih lahko imenovali vložene pesmi v prozi. Ne da bi se tega bralec zavedal. Tako sem kot drugega uvrstil takoj zatem Aškerca. Aškerca Slovenci v tem trenutku tako podcenjujemo, da je groza. Aškerc je neprimerno pomembnejši pesnik. Cankar se je kretal samo Dunaj Rožnik, pa mogoče še Sarajevo. Ta podeželski župnik je obhodil Rusijo, je obhodil Zakaukazije, je obhodil Turčijo, Istanbul, je obhodil Italijo. Skratka, neprimerno bolj razgledan, prvi, ki se je zanimal za indijsko zgodovino, prvi, ki je raziskoval Upanišade in tako dalje. In hkrati epik, pripovednik. In v njegovih dva potopisa na rusko sem odkril znotraj proze čudovito hvalnico morju. O morje. Se lahko not preberete. To je vložena pesem v prozo. Potem se pa seveda stvar zakomplicira pri Cankarju. Cankar je v svoji prvi zbirki erotiki objavil, v prvi izdaji, objavil tudi eno pesem o prozi. V svojem ciklu Dunajski večeri. 6. Dunajski večer je napisan v prozi. In ko je knjiga išla, seveda so vsi Slovenci skočili po konci z Aškercem na čelu, zakaj je Cankar uvrstil tisto prozo, bolje bi bilo, da je ne bi. Z dunajske perspektive to ni bila proza, je bila pesem o prozi. Za slovenske, pazite, Slovenci smo specifičen problem. Mi se nismo utemeljevali v svojem narodu, v svoji vojski, v svoji policiji, v svojem plemstvu in tako dalje. Nič tega nismo imeli. Edino, kar smo Slovenci imeli, je bil jezik in na jeziku temelječa literatura. In znotraj literature poezija. In seveda ta poezija je morala biti kar najbolj podobna največjemu, med največjimi, se pravi Prešernov, če je hotela biti poezija. Vse tisto, kar se je odmikalo od Prešernovega zgleda, od takvane prešernovske strukture, za Slovence ni mogla biti poezija, ne zaradi tega, ker bi Slovenci bili tako starokopitni, ampak zaradi tega, ker bi potem ne imeli več na razpolago tisti temeljni constituents,
na katerem smo se formirali kot narod. To je globlji razlog. In v tej luči tudi vidim to antologijo, da je ta antologija pravzaprav bila možna šele res danes. Zakaj? Ker te potrebe, da bi se utemeljevali v literaturi ni več, ker imamo svojo lastno državo in so narodotvorne funkcije prišle torej na državne inštitucije, ne pa več na literaturo. In zdaj lahko tudi Slovenci govorimo o pesmi v prozi, ne da bi pri tem prizadevali bistvo svojega obstoja. In tako dalje, skratka, to gre potem naprej do današnjega časa in tako je nastala ta obsežna knjiga. Jaz predlagam, da ne govorimo zdaj samo o tej pesmi v prozi, da izbereš kakšno svojo pesem v prozi iz katerekoli od teh zbirk, ki so tukaj na voljo. Jaz jih imam še nekaj tudi v vrečki. Morda tudi najnovejših pa nimaš s seboj, ne? To, kar pripravljaš. Ker sem prebrala, da pripravljaš novo zbirko, pa nam vse to zaupaj, a bo se že ve, kdaj bo išla? Ja, prihodnje leto. Aha, dobro. Da prisluhnemo torej kakšni pesmi v prozi. Mogoče kakšna taka, ki je kakorkoli zvezana na naše mesto. Hoja za prividom je predolga, ne? Ne, tisto ne. Pač pa srečanje z Leonom Štukljem, verjetno tako vsi poznamo. Mikrofon. Torej, srečanje z Leonom Štukljem. Stopa spredaj, gimnastična legenda, zlati medalji v mnogoboju in na drogu na 8. olimpijskih igrah v Parizu 1924. Zlata medalja na krogih in bronasto v mnogoboju na 9. olimpijskih igrah v Amsterdamu 1928. Srebrna medalja na krogih na 11. olimpijskih igrah v Berlinu 1936. Stopa spredaj z dolgim prožnim korakom, vzravnan v svojem 101. letu. Stopa, a se spet sunkovito ozre na desno. In zdaj na levo. In spet na desno. In obstane. In se scela zasuče nazaj. In zdaj spet naprej, in spet obstane, in se zagleda čez levo, čez desno rame, in spet obstane. Zakaj? Veste, odgovori počasi in išče besede, z nenadnimi obrati skušam presenetiti samega sebe, izskočiti iz svoje starosti, iz navajenosti, samoumevnosti, ravnodušnosti, in spet zagledati to belo plavajočo ptico z dolgim vratom, to žalostno drevo, ki namaka veje v vodi, tistega repatega štirinožca tam, kot bi jih zagledal prvič, v vsej njihovi razvidnosti, z odprtimi usti od popolnega začudenja. Saj se mi redko posreči, ampak kadar se, so to nepozabni trenutki, najlepši, najsrečnejši, do vrha polni najglobje hvaležnosti. Obmolkne, ako opazi, da sem mu opazil roso v drobnih, nenadno bordelih očeh, se zdrzne in reče kot v opravičilo. Ta veter se že oglaša jesen. Če bi nam morda vseeno zelo na kratko skušal vsaj glavne značilnosti pesmi v prozi, naprimer tako, kot jih ti vidiš, res tiste najosnovnejše značilnosti pesmi v prozi. Večina današnje poezije je pesem v prozi. Tudi tista poezija, ki je razdeljena kao na verze, vendar jo mirno lahko berete kot prozo. Cela vrsta avtorjev za to antologijo je pesmi, ki jih je prej imela sicer razdeljene kao na verze, se pravi na simulirane verze. Ko sem jim rekel, da to gre za pesem v prozi, za antologijo pesem v prozi, je mirno svojo poezijo prepisala v prozo. To ne pomeni, da ni več možna poezija v verzih. Seveda je možna, vendar ne več na izrabljen
na način, kot je poezija v verzih služila v 18., 17., tudi še v 19. stoletju. Pesem v verzih danes mora biti na nek način prikrita parodija verzne pesmi. To dela seveda imenitno Jesih. Čim vi začnete uveljavljati verzno formo z rimo in tako dalje, vedno tvegate nek return, neko nelagodje z ozirom na čas, v katerem živimo, neko nepoštenost, neadekvatnost avtorja do svojega lastnega dela in do samega sebe. Danes, tako je moje mnenje, obstajata v slovenski literaturi dva tokova. En je najmočnejši, da se torej slovenska poezija naglo prozaizira. Zakaj se prozaizira, je spet drug problem. Ker je že v 20 letih, na kratko moram povedati zakaj, ker je že v 20 letih, v času avantgarde, v času Srečka Kosovela, v času Podbevška, prišlo do tako imenovanega do estetske zamenjave. Da je preprosto, tako so videli takrat, avantgardisti, v Evropi že prej, da je poezija se začela prozaizirati, medtem ko je življenje se začelo poetizirati. Prišlo je do te zamenjave. In to je, ta zamenjava je temeljni štos, bi rekel, vse sodobne umetnosti. Od tod v likovni umetnosti vse to, kar se danes dogaja, se pravi, da lahko nek predmet okarakterizirate za estetski predmet in tako dalje in tako dalje. Vse izvira iz te temeljnega preloma, ki se je zgodil pri nas v 20 letih. In ravno včeraj sem poslal ene pesmi svoje Urošu Zupanu za literaturo in mu zraven priložil, ker sem zdaj prebral, priporočam, koga to zanima, v zbranem delu je izšla 13. knjiga Kocbekovega zbranega dela in sicer njegov dnevnik iz leta 1932. Izredno zanimiv, ne samo po literarni plati, tudi po človeški, kako je ta človek prihajal sam k sebi takrat. Relativno pozno, 28 let je bil star, profesor že na Hrvaškem, in tam pravi nekje približno tako: moja pesem ne sme biti preveč lirična, bolj mora spominjati na prozo kot na poezijo, celo bolj na prozo v poeziji. Že takrat. In iz tega prepričanja ven je potem Kocbek tudi dejansko leta 1934 izdal svojo prvo pesniško zbirko Zemlja. Če smo v 60 letih govorili o reizmu dosti, smo seveda pozabili povedati, da so se podobne stvari dogajale že v začetku 30 let, ravno torej za Kocbekovo Zemljo. Za to njegovo, bi rekel, predmetno poezijo potapljanja in opevanja predmetov.